Kot veste, se zelo zapleta s forenzično preiskavo, prepirajo se veterinari in policisti, kdo koga ovira, kdo komu ne posreduje podatkov, kdo bo komu kam, oziroma kdo bo kam odnesel vzorce v analizo in tako naprej. Skratka, vsa ta zgodba se pelje kot na nek način spopad med dvema neodvisnima državnima institucijama, ki sta pravzaprav obe na nek način pristojni za preiskavo v tem primeru in morali bi tu priti pravzaprav zelo hitro. Zaradi tega se tudi ustvarjajo neke dodatne zgodbe. Pred dnevom ali dvema smo slišali o tem, da ne bi šlo za umor. Govori se o tretji osebi, ki je bila na prizorišču, vendar kljub vsemu nekih dokončnih rezultatov pa v tem primeru ni kot nikoli. Očitno je, da bosta omrežje liberalne demokracije, v katerega je vpetih precej oseb, tudi zelo pomembnih funkcionarjev, in pa seveda koalicija storili vse, da bi zaščitili ministrico, ki je na političnem vrhu te kolizije interesov v tem primeru. Tu se velja spomniti, da na to politično usmeritev liberalne demokracije, ker je dejala, da je pač potrebno zagotoviti v vseh postopkih pravno varnost, se preprečevati in odkrivati vse te primere klientelizma in drugih kaznivih dejanj. In to so nekako spravili v ta slogan, da je edina prava pot je pravna pot. Vendar je očitno, da liberalna demokracija tega slogana in s svojimi dejanji ne more izvajati. In tu vidimo, da se izrazito pojavlja dvoličnost. Ker imamo na eni strani program, imamo besede, imamo neke zapise, na drugi strani pa imamo dejanja, ki predstavljajo realnost. Podobno je v primeru, če analiziramo ta napad na gospoda Megliča, tudi v tem primeru se srečujemo z neko dvoličnostjo. Gospod Meglič, ki je bil žrtev napada, bil tam slučajno, pravzaprav je bil onemogočen skozi tudi izvedenska mnenja, ki so jih pisali člani liberalne demokracije, podpredsednik liberalne demokracije, da bi se ta njegov postopek sploh lahko začel na sodišču. Po drugi strani je bilo storjeno vse, da bi se mimo veljavnega zakona nevarne zveri vrnile prvotnemu lastniku. In tudi, če primerjamo zadnji primer, recimo odstavitev gospoda Rjavca in ta konkretni primer, recimo Kresalove ali pa gospoda Pogačnika, vidimo, ta koalicija tudi svojo ekipo, svoje ljudi meri z dvojnimi merili. Nekaj podobnega je tudi pri teh prostorih za nacionalni preiskovalni urad. Državni objekt na Litostrojski, kar naenkrat ni bil več dober za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in drugih organov v njegovi sestavi, čeprav se je ministrica še nedolgo tega veselila vselitve v nove prostore. In mislim, da bi se lahko z razlogom veselila, kajti najemnina za ta objekt, ker bi v veliki meri združili vse, to se pravi Ministrstvo za notranje zadeve, organe v sestavi ministrstva in tako naprej na isti lokaciji po zelo ugodni najemni ceni, 10,16 evra. No, pa je bil za ministrico boljši, manjši objekt, dražji objekt, tako imenovani Pogačarjev stekleniak, ker je bila najemnina pravzaprav 30% više. Tudi tu se je kar naenkrat začelo izmišljati razloge, zakaj lokacija na Litostrojski ni primerna. Najprej so se sklicevali na mnenje Računskega sodišča, ko se to ugotovilo, da ne drži, so potem privlekli dve ekspertize, eno lastno, to se pravi Ministrstvo za notranje zadeve, in na drugi strani tudi načrt zaščite in reševanja mestne občine Ljubljana. Skratka, tudi v tem primeru gre očitno za neko kolizijo interesov. Vendar je to kljub vsemu v ta mnenja zanimivo, da je ta objekt pa le dobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, kajti če teh presoj z načela varnosti,
kateri ne bi bil razlog, da se ta policija in ministrstvo za notranje zadeve ne selita, ne bi prestal, potem tega gradbenega dovoljenja ne bi bilo in tudi objekta na tisti lokaciji ne bi bilo možno graditi. Tu se srečujemo tudi z celo zavajujočimi izjavami, tako ministrice Kresalove, kot tudi generalnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve, gospoda Damjana Laha, in pravzaprav na odprti sceni, na javnih oddajah, na Odmevih, na Tarči, se je gospoda Damjana Laha postavilo na laž z temi svojimi trditvami in argumenti. Vendar je vendar je treba tu povedati, da se je že pred preselitvijo Nacionalnega preiskovalnega urada v prostore na Klinicevi zelo pritiskalo nekatere državne institucije, da bi se na to lokacijo preselili. Najprej je poskusil gospod Zalar tja preseliti državno tožilstvo, ker je državno tožilstvo odklonilo selitev in najbrž prišlo potem tudi do teh velikih zapletov med ministrom za pravosodje in generalno državno tožilstvo. Tudi še nekatere druge institucije se je hotelo na tisto lokacijo preseliti, to imate tudi navedeno v istem gradivu. Kar pravzaprav vse kaže samo na to, da se je na vsak način hotelo v te prostore, Raminvesta, gospoda Pogačarja, ki je tudi v nekaterih poslih sodeloval z odvetniško pisarno Sevnica, na vsak način preseliti neko državno institucijo. Na vsak način. In ker ni šlo z državnim tožilstvom, ker ni šlo z nekaterimi drugimi državnimi organi, se je potem preselilo nacionalni preiskovalni urad, ki mimo glede še vedno deluje nezakonito način, ker zakon še ni sprejet. Tu kaže pravzaprav samo na to, potrjuje temu, da sta Katarina Kresal, liberalna demokracija, ker je ona predsednica liberalne demokracije, pa tudi koalicija pravzaprav hoteli storiti vse, da se prostore zasebnega podjetja preko vselje ena izmed državnih institucij. In kljub temu, da ima država, da bo imela v kratkem na razpolago zelo veliko preko teh poslovnih prostorov. In v tem primeru lahko samo ugotovimo, da se rešuje s pomočjo politike stiska zasebnih investitorjev v poslovne prostore, in kot kaže, teh poslovnih prostorov nimajo kamor dati, sploh pa ne po tako ugodni, tako visoki ceni, kot je bila sklenjena z Ministrstvom za notranje zadeve.